Smo hkrati tudi predstavniki tistih delavcev, ki jih je v tem trenutku kriza najbolj zajela. S krizo se srečujemo že nekje od meseca oktobra, ko so prva podjetja začela naznanjati spremembe v poslovanju, ko so začela iskati notranje rezerve in se prilagajati zmanjševanju naročil, zlasti seveda podjetja z področja avtomobilske industrije. Zdaj, do meseca decembra je število teh podjetij, ki se srečujejo s težavami, v porastu. Žal je treba ugotoviti, da tudi v letošnjem letu zaenkrat še ni videti nobenega pozitivnega primera podjetja, ki bi bilo ko en zvonček spomladi naznanilo, da prihaja konec te krize. Nasprotno, vedno več podjetij, tudi na področju ne samo avtomobilske industrije, tudi na področju bele tehnike, jeklarstva, kovinske industrije se srečuje z velikimi težavami. Že v lanskem letu so prva podjetja, kot sem rekla, začela s prilagajanjem na novo situacijo. Ti ukrepi so šli od najmehkejših do najbolj radikalnih pravzaprav. Začelo se je seveda nepodaljševanje pogodb za določen čas, nič več niso najemali agencijskih delavcev, izrabili so se dopusti, izrabile so se banke ur, začela so se v bistvu prva čakanja na delo in prvi dopusti in pa tisto najbolj nepriljubljeno skrajševanje delovnega časa na 36 ur najprej, nekatera podjetja kasneje tudi na 32 in pa zniževanje plač. To zniževanje plač se seveda odraža tudi že v podatkih in opaziti je, da se je začelo povečevati število delavcev na minimalni plači. Če smo v naših dejavnostih meseca oktobra beležili približno 2000 zaposlenih, ki so prejemali samo minimalno plačo, je bil ta podatek v novembru že 2500 in prepričana sem, da ko bodo statistike ujele mesece, statistika vedno 2 meseca zadaj, da bo ta podatek za mesec januar že preko 3000, blizu 3500 zaposlenih. Kaj zaznavamo v naših podjetjih? Žal, nič kaj pozitivno klimo, ljudje so prestrašeni, ljudje so apatični, ljudje se dnevno srečujejo z pritiski, zlasti v zvezi z zniževanjem plač. Kar nekaj ste spremljali lahko teh usod posameznih podjetij, kjer so delavci podpisovali anekse k pogodbam o zaposlitvi in kljub temu, da je teoretično podpis takega aneksa seveda prostovoljen, sem prepričana, da vsaj 90% zaposlenih teh aneksov ni podpisovalo prostovoljno. Z nemalo ljudmi sem se pogovarjala, ki povedo, da so ga podpisali pod pritiskom, zato, ker bi sicer bili pač prvi na spisku odpuščenih delavcev. Težava je seveda v nadzoru. Vsak posameznik bi lahko odreagiral na tak podpis, pa pravno gledano je podpis tudi izpodbijal, pa vendarle ni pričakovati, da bodo posamezniki to storili. Inšpekcije so v tem delu nemočne. Če se posameznik ne izpostavi, tudi inšpekcije ne morejo odreagirati. Da ne govorimo o tem, da so inšpekcijske službe tudi kadrovsko podhranjene in da imajo po naši oceni premalo pooblastil. Kot sindikati pač lahko na stvari opozarjamo, jih izpostavljamo, jih ponavljamo in preko tudi sredstev javnega obveščanja skušamo preprečiti, da bi do takšnih zlorab prihajalo.